Stispuhova nečakinja se ni udeleževala igre, ko so se šli slepe miši, temveč se je udobno ugnezdila v prostornem naslonjaču s pručko v mirnem kotičku, kjer sta tik za njo stala Duh in Stispuh. Zato pa se jim je pridružila pri ugibanju imen in jih z občudovanjem ljubeče ljubila skozi vse črke abecede. Ravno tako je bila prav imenitna tudi pri kako, kdaj in kje in na skrivno veselje Stispuhovega nečaka odločno premagala sestri, čeprav sta bili ravno tako bistri dekleti, kakor bi vam lahko potrdil Topr. Zbranih je bilo kakšnih 20 ljudi, mladih in starih, in so se vsi igrali, tudi Stispuh. Ker ga je namreč tako pritegnilo, kar se je dogajalo pred njim, je popolnoma pozabil, da je njegov glas za njihova ušesa nem in je večkrat tudi sam poskusil uganiti kakšno ime, včasih popolnoma na glas in je več kot dostikrat tudi v resnici uganil, saj bi niti najostrejša igla, najboljša vajtčeplovka, za katero je poroštvo, da ne preseka sukanca v ušesu, ne mogla biti ostrejša od Stispuha, pa naj se je sam pri sebi delal še tako zarobljenega. Duh je bil strašno vesel, ko ga je videl take volje in ga je pogledoval s tako naklonjenostjo, da ga je Stispuh kakor otrok lepo prosil, da bi smel še ostati, dokler se gostje ne razidejo. Ampak Duh mu je odgovoril, da to ni mogoče. Ravno začenjajo novo igro, je rekel Stispuh, samo še pol ure, Duh, samo še eno igro. To je bila igra, ki se je reklo ja in ne. In pri njih si je moral Stispuhov nečak kaj misliti, vsi drugi so pa ugibali. Na vsa vprašanja je smel odgovarjati samo z ja ali ne, kakor je že bilo. Med živim ognjemetom vprašanj, kateremu je bil izpostavljen, so vlekli iz njega, ali si misli žival, živo žival, precej neprijetno žival, divjo žival, žival, ki včasih kruli in cvili in včasih govori in živi v Londonu in hodi po ulicah in ji ne razkazujejo in je nihče ne vodi na vrvci in ne živi v živalskem vrtu in je nikoli ne zakoljejo na trgu in ni konj ali osel ali krava ali bik ali tiger ali pes ali pujsek ali mačka ali medved. Na vsako postavljeno vprašanje je Stispuhov nečak prasnil v nov bučen krohot, ki ga je tako neizrekljivo žgečkal, da je moral vstati z zofe in zacepetati. Nazadnje je debelušna sestra zašla v podobno stanje in zavpila. Sem že pogruntala! Že vem, kaj je, Fred, že vem! In kaj je? Je zaklical Fred. Tvoj stric, Stispuh! In je bil res. Občudovanje je bilo vse splošno. Čeprav so eni ugovarjali, češ da bi bil moral Stispuhov nečak na vprašanje je medved odgovoriti ja, saj jih je že samo z odgovorom ne odvrnil od misli na gospoda Stispuha, tudi če bi jih sicer že bilo kaj napeljalo v to smer. Pripravil nam je na pretek veselje, to lahko rečem, je dejal Fred, in bili bi nehvaležni, če ne bi trčili na njegovo zdravje. Kakor nalašč imamo tu na voljo kozarec kuhanega vina, zato vam kličem na zdravje, stric Stispuh. Tako je, naj živi stric Stispuh, so zaklicali. Vesele božične praznike in srečno novo leto, starčku, naj bo kakršen že hoče, je rekel Stispuhov nečak. Tega voščila ni hotel sprejeti iz mojih ust, pa ne ga kljub temu ima. Naj živi stric Stispuh. Stric Stispuh je neopazno postal tako dobre volje in lahkega srca, da bi bil spet najrajši privoščil odgovor družbi, ki se ni zavedala njegove navzočnosti in se ji zahvalil z neslišanimi besedami, če bi mu bil Duh le dal količkaj časa. Ampak ves prizor je izginil, brško je nečak izgovoril zadnjo besedo in z Duhom sta bila že spet na poti. Veliko sta videla, daleč sta prišla in vse polno ljudi sta obiskala, vendar se je vselej vse srečno končalo. Duh se je ustavljal ob posteljah bolnikov, pa so postali boljše volje. V daljnih deželah pa so se ljudje počutili bliže doma, pri hudih garačih pa so postali potrpežljivi v še večjem upanju, pri revščini je postalo bogastvo.
V hiralnicah, bolnišnicah in ječah, po vseh pribežališčih pred nesrečo, kjer ničimerni človek v svoji drobni, kratkotrajni mogočnosti ni zaklenil vrat in se ni zapahnil pred duhom, je ta pustil svoj blagoslov in poučil Stispuha o svojih načelih. Bila je dolga noč, če je šlo samo za eno noč, vendar je Stispuh dvomil o tem, saj so bili videti božični prazniki strnjeni v čas, ki sta ga preživljala skupaj. Bilo je tudi čudno, da je Stispuh ves čas ostajal na zunaj nespremenjen, duh pa se je staral, opazno staral. Stispuh je opazil to spremembo, vendar ni nikoli spregovoril o njej, dokler nista prišla z otroške 3 kraljevske prireditve. Tedaj sta obstala, drug ob drugem pod milim nebom, in ko se je ozrl po duhu, je videl, da ima sive lase. So duhovi tako kratkega življenja? Je vprašal. Moje življenje na tem svetu je zelo kratkotrajno, je odgovoril duh. Nocoj se konča. Nocoj, je zaklical Stispuh. Nocoj o polnoči. Poslušaj, čas se bliža. Tedaj so ure v zvonikih odbile 11:45. Ne zameri, če sprašujem stvari, ki bi jih ne smel, je rekel Stispuh in se strmo zagledal duhu v obleko. Vendar opažam nekaj čudnega, kar se kaže izpod tvojih oblačil, pa ni tvoja last. Je to noga? Ali taca? Po mesu sodeč, ki je na njej, bi utegnila biti šapa, je duh odgovoril žalostno. Na, poglej. Izmed gub njegove halje sta se izvila 2 otroka, nesrečna, zavržena, strašna, ostudna, nebogljena. Pokleknila sta mu k nogam in se od zunaj oklenila halje. Joj, človek božji, na, poglej. Poglej, poglej, tule spodaj, je zaklical duh. Bila sta fantek in punčka. Rumena, mršava, razcapana, čemerna, zlakotena, vendar tudi ponižno plazeča se pred njim. Kjer bi jima bila morala mladostna očarljivost napolniti poteze in jih nadahniti s kar nazornejšimi odtenki, ju je vela in nagrbančena roka, kakor roka časa, oščipala, ju se sušila in razpotegnjeno nagubala. Kjer bi bili lahko sedeli na prestolih angeli, so prežali hudiči in žugajoče bliskali z očmi. Nobena sprememba, nobeno ponižanje, nobena izkrivljena človeškost bi ne bila mogla ne tako, ne drugače, z vsemi skrivnostmi čudovitega stvarstva doseči pol tako groznih in strašnih pošasti. Stispuh je prestrašeno odskočil. Ker se je seznanil z njima v takih razmerah, je poskušal reči, da sta ljubka otročička, vendar so mu besede obtičale v grlu, rajši, kakor da bi postale deli nekakšne neznanske laži. Duh, sta to tvoja otroka? Stispuh je mogel izgovoriti samo toliko. Človekova otroka, je rekel duh in se ozrl dol nanju. In oklepata se mene, ker se pritožujeta nad svojimi starši. Tale punčka je nevednost. Tale fantek je pomankanje. Obeh se varuj in vseh njunih potomcev, še prav posebej pa te punčke, saj vidim, da ima na čelu zapisano tisto, kar pomeni pogubo, če kdo ne zbriše teh črk. Zanikaj to, je zaklical duh in stegnil roko proti mestu. Kar zasmehujte tiste, ki vam to pripovedujejo. Kar dovoljujte pogubo zaradi svojih strankarskih nakanj in jo še poslabšujte. In čakajte na konec. Pa ni zanju nobenega pribežališča ali rešitve, je kriknil Stispuh. Kaj nimamo ječ, je rekel duh in se še zadnjikrat obrnil nanj z njegovimi besedami. Kaj nimamo prisilnih delavnic? Ura je udarila 12. Stispuh se je ozrl okoli sebe, kje je duh, pa ga ni bilo. Ko je nehala brneti za zadnjim udarcem, se je domislil napovedi starega Jakoba Laparja,
Zato je vzdignil oči in zagledal vzvišeno prikazen, zastrtim in zagrnjenim obrazom, kako se bliža, kakor megla po tleh proti njemu.